se premikate po pozitivni spirali navzgor, po spirali radosti in ljubezni, zahvale, svobode, izboljšanja, strasti, entuzijazma, optimizma in upanja, ali potujete po negativni spirali navzdol z občutki pesimizma, sumnje, krivice, sovraštva, brez voljnosti, ljubosumja in brez smiselnosti. Po kateri spirali se sprehajate? Po tisti navzgor, ki jo morate delati in na njej delati sami, ali po tisti navzdol, ki ji pomaga sistem z vsemi podrepniki in narcističnimi pripadniki ured? Zdaj, kompleten svet nas je uspehal, porival v negativo, a ne? Za pozitivo moramo poskrbeti sami in moramo znotraj sebe sprejeti odločitev, gremo navzgor ali gremo navzdol. Dejstvo je, da situacija od zunaj postaja resnično napeta, kajti šele zdaj se mi zdi, da se izkazuje širina in globina prevare, v katero smo bili ujeti, in genocida, ki je bil nad nami začet, ni pa bil izpeljan, hvala Bogu, in nikoli ne bo. In to je ta optimizem, ki ga jaz želim podeliti z vami. Ne bomo šli po poti agende, kot jo imajo ali pa so jo imeli v mislih, kajti nekaj jim je prišlo vmes. Ja, prišlo jim je vmes prebujanje ljudi in ozaveščanje njihovega načina delovanja, ozaveščanje vseh laži, prevar, pretvez in vsega negativnega ustroja. Ozaveščamo, da psihopati niso le daleč stran, vendar so psihopati med nami in celo na zelo pomembnih funkcijah, in precej noro je, da je znotraj javnega sektorja, predvsem tistega, ki bi prvi moral spoštovati ustavo, znotraj tega sektorja največ kršilcev in kršiteljev, ki še vedno molčijo in še vedno mislijo, da jim bo zadej pripomogel ta isti stric, a ne, ki je skrit za masko, a ne. Za maskami se skriva mnogo ljudi in dano nam je, da skozi maske vidimo. Ne vidimo glih z očmi, vidimo pa in čutimo na nivoju vibracij, na nivoju frekvenc, na nivoju namer, ki jih imajo ljudje, in nismo več tako zaspančkani, da ne bi prepoznali, kdo ima kakšno namero, ne glede na fasado, ki jo ima pred sabo. 4. oktober je, napovedano cel darmar. Ko bi se le zgodil, bi jaz rekel, a se bo ali se ne bo, pa ne vem, v meni se že prebuja ta atomska energija in bi želel, da vsak izmed vas skozi ozaveščanje zastopi, da nas ne bodo, nikoli nas ne bodo. Seveda pa prihaja tisto, česar so se najbolj bali. Pravica za ljudi, in da končno pridemo do točke, ko bo lahko izdana sodba v imenu ljudstva proti vsem, ki so delali proti ljudem. Želim, da ste na današnji dan in na vsakega naslednjega, ki prihaja, da ste močni, samozavestni in ne pustite, da negativna okolica vpliva na vas in vas pelje po spirali dol. Želim vam en prečudovit dan in bodite prečudovito. Čau in pazite, kakšne nitke si tkete. Čau.